Pozdravljeni v podkastu. Sem filmski kritik Igor Harp in danes gostim Aleša Pavlina, slovenskega producenta, ki je podpisan tudi pod Belo se pere na 90. Sodeloval je pri več kot 50 produkcijah doma in po svetu, med drugim pri uspešnicah, kot je bil Izlet, pa tudi pri mednarodnih filmih, kot so Varuhi formule, Postali bomo prvaki sveta in Grški sadeži pozabe. Aleš Pavlin je v edinstvenem položaju, da nam lahko razkrije ozadje delovanja tako domače kot mednarodne evropske produkcije in neke primerjave s Hollywoodom. Aleš, dobrodošel v studiu. Hvala za vabilo. Ravno ko snemamo tole, je Belo se pere na 90 tik na tem, da prehiti po številu prodanih vstopnic Outsiderja in se uvrsti na 6. mesto po najbolj gledanih slovenskih filmih vseh časov in ima tudi realne možnosti za v top 5. A ste pričakovali tak uspeh? Jaz moram reči najprej, da to, kar sem že parkrat tudi ponovil, da v teh časih, ki bi rekel za kinematografijo, nekako bi rekel, obeležujemo čas kinematografije oziroma obiskovanje kinematografov pred korono pa po koroni. To je bistvena razlika. Skratka, v času korone so se navade gledalcev zelo spremenile. Streamerji, tako imenovani, so se, bi rekel, razširili, prinesli v naše domove zahtevnejše vsebine, kvalitetnejše. Zdaj vidimo, Guillermo del Toro starta na Netflixu s Frankensteinom, pač bi rekel, tipičnim blockbusterjem, ki bi moral biti v kinematografih in je ekskluzivno samo ali pa Sinners, recimo eden najboljših filmov lanskega leta, dejansko ni bil pri nas v kinematografiji, tako da se mi zdi, da ta številka je izjemna, pač pogovarjamo se zdaj o 90,000 gledalcih, kjer smo dejansko ta konec tedna bomo na 90,000 gledalcih, kar se mi zdi za dramo, slovenski film 2 uri 20, izjemna številka in moram reči, da sem bil optimističen, ampak tako optimističen pa nisem bil, tako da je presegel pričakovanje. Ja. Del uspeha je nedvomno tudi literarna predloga, se zgodba temelji na eni najbolj prodajanih knjig, avtobiografiji Bronje Žakelj, ki pač torej je na resničnih dogodkih vse skupaj utemeljeno. Kako velik izziv je bil še to, da imaš po eni strani knjigo, ki jo ogromno ljudi pozna in ve zelo dobro, kaj se zgodi, po drugi strani še dodatno dejanske ljudi, o katerih govori ta zgodba. Koliko se potem tega lotiti, koliko večja je odgovornost kot pri enem projektu, ki pač nastane čist v režiserjevem? Bistveno večja. Že generalno gre za prenos iz literarne uspešnice, pa če govorimo o svetovnih literarnih uspešnicah ali pa slovenskih ali pa nekih evropskih knjižnih uspešnicah. Vsak bralec, bralka si vizualizira like, dogajanje nekako po svoje. In dostikrat slišimo, kako so razočarani nad filmom, ker pač film ni zadostil njihovih pričakovanj. Tukaj smo imeli to breme, obenem pa še breme, ki si ga je režiser Marko Naberšnik še dodatno naprto, ker pač govorimo o, kot ste rekel, o resnični zgodbi, o resnični junakinji. Bronja Žakelj je danes tu z nami, je v bistvu navdih za marsikoga, ampak ni samo ona tukaj je še kar nekaj živih ljudi, skratka, ki nastopajo v filmu, zato je tukaj bila, bi rekel, stvar bistveno kompleksnejša, kako prikazati, da ne bi rekel, kakorkoli do nekoga pristopali mogoče nekorektno oziroma bi ga obeležili nekako drugače. Tako da zato je tudi ta faza pisanja scenarija bila izjemno dolga. To je koliko 5 let, ne? V bistvu ne, knjižne pravice, pravice za predelavo knjige v film sem odkupil še preden je bila nagrada Kresnik. To se mi zdi tako tudi, da smo že takrat verjeli v potencial te knjige, preden je dobil pač neke nagrade in preden so se začeli vsi ti prevodi. Tako da zdaj spet se vrnem na obdobje korone,
kar lep del tega filma je nastajal v času korone, pač bi rekel tega developmenta oziroma razvoja scenarija in kasneje tudi razvoja projekta. Tako da je bilo to še bolj oteženo, ampak ja, trajalo zelo dolgo, ker pač prva verzija scenarija, če rečem tako, je bila gola adaptacija knjige v filmski jezik in pač že sama dolžina, mislim, ker je bil obseg recimo izjemen, sploh ne bi zdržala, mislim, tega prenosa. Potem se je pač začelo delo tudi z zunanjimi strokovnjaki, skratka Marko in Bronja sta bila pisca scenarija, ampak vključili smo kar nekaj slovenskih sodelavcev, pa tudi tujih, zato da smo potem prišli in seveda neke verzije so se metale tudi v koš. Tako da ta faza je bila zelo, zelo dolga, ampak pač bi rekel, jaz generalno podpiram, da jaz sem sicer človek, ki zelo, zelo rad uresniči hiter, če se le da, ne, tudi v produkciji ali pa nasploh, ampak tukaj je bila potrebna ta dolga faza, zato da smo dejansko prišli do scenarija, ki je sploh bil prenosljiv najprej v film. Tako da zato je tudi zaradi tega je to tako dolgo trajalo. Ne. Ja. Zdaj, vi ste praviloma producent, ampak tukaj ste pa podpisani tudi kot soscenarist in sorežiser videospota za Dan ljubezni, ki priredbo te znane pesmi izvedbi Nane Milčinski, ki je tudi videospot za promocijo filma. Kako to, da ste se poskusili še v teh dveh vlogah? Jaz sem v bistvu pri samem scenariju sem tudi sodeloval sicer kot sodelavec pri scenariju, ampak bi rekel, sem res zadovoljen, da sta me Marko in Bronja pripustila, da sem lahko, seveda jaz se nisem umešaval v jedro same zgodbe, ampak imeli smo zelo, zelo veliko diskusij, tudi neke predloge sem imel, ki so bili upoštevani in tudi bi rekel, sam konec filma je nekako bil plod nekega našega skupnega razmisleka, ker konec filma ni enak koncu knjige, ne. Je, bi rekel, filmski konec je veliko bolj optimističen kot, ali pa bi rekel, knjiga ti potem na koncu spet ti malo zagreni vse skupaj konec, ne. Tukaj pa mislim, da je konec tako rečemo, optimističen v bistvu. Ne. Gledalci pravijo, večina vse reakcije, ki jih spremljamo tudi na družbenih omrežjih, pa direktne sporočila, vredno živeti, vredno se boriti, ne. In pač mi imamo ta en vendar happy end, ne. Rojstvo otroka in Bronjo, ki je pač ji uspelo v življenju premagati bolezen, dobiti otroke, napisati izjemno uspešen roman, ki je preveden v 8 tujih jezikov, zdaj že film, ki je izjemno uspešen in potuje, ne. Tako da, ja, ta konec je. No, to z Nano Milčinski, to je bil pa, bi rekel, bi rekel, mini, ne bom rekel samo promocijski, mislim, pač predvsem je bila želja, da če se bo mogoče kaj kasneje, če bo še kakšno besedo rekla o glasbi, ampak predvsem, da to ne maturo, to valeto, da obeležimo z nečim res, res izjemno pomembnim. Ne? In ker ta valeta je bila, bi rekel, nekaj dni pred mamino smrtjo, ona ni vedela niti, da je tako bolna, kot je bila, skratka niti ni vedela za raka, ne. In to je bila, bi rekel, Bronjina, ne, velika želja takrat, da mama pride na valeto, kar tudi v filmu vidite, da pride. In potem, ko so z Markom tuhtela, kaj bi bilo, reči Marko, moramo imeti neko veliko pesem, moramo imeti kaj čemo, ne, in poskušamo in rečemo, ok, gremo poskusiti Dan ljubezni, ne. In seveda potem smo kontaktirali Bernarda Hrušovarja, sina Tadeja Hrušovarja, avtorja, in pa sina Ditke Haberl, ki je to čudovito odpela. Potem se je nekako tudi izkazalo, da je letos, oziroma zdaj že lani, ne, da je 50 let, odkar je ta pesem predstavljala Jugoslavijo na Euroviziji v Štokholmu, da ima ta pesem, bi rekel, tudi nek potencial širše ven iz Slovenije, ne. In seveda potem smo ugotovili, da pa ta pesem absolutno ne funkcionira na valeti, ne, takšna kot je original. In potem je pač Bernard se lotil tega kot nek izziv, da v bistvu raztrešči, mislim, bi rekel, tako konvencionalno, ne, mislim, to bi rekel, to je ultimativni slovenski hit, ne, pesem, ne vem, če vprašaš vse generacije, če moje sinove vprašam, poznajo to pesem, ne, in tako naprej, in je on v bistvu to predelal v neke vrste angleški valček, ne, skratka, specially
za film, ne, je ta pesem narejena, ta pesem ni narejena, da bi bila zdaj samostoječi hit, tako kot je bila ta pesem, ampak je v funkciji filma, v funkciji tega prizora. No, potem so se pa z Markom odločila, da je pa vredno to tudi obeležiti še z nekim videospotom, da je to tudi, bi rekel, neka dodatna promocijska aktivnost pred samo premiero in v bistvu nekaj ostalo. Ne. Tako da bi rekel, ta pesem zdaj, jaz recimo jo vidim na videospotnicah, kdaj je lepo videti. Ne. Mislim, ker je pač ne, tako kot v velikih kinematografijah, ko imaš ti neko pesem in jo podložiš z materialom iz filma. Zdaj, roman je bil preveden v več držav, film je koprodukcija več držav, koliko je pa je že prišel v kina v teh drugih državah, kjer so sodelovali oziroma imajo knjigo in kako je tam sprejet? Ne, še dejstvo je, moramo se zavedati, ne, bi rekel, prepoznavnost pa slovenske kinematografije ni ravno visoka. Ne. Seveda. Če rečem, bi rekel, diplomatsko, ne, skratka, da bi slovenski film prišel v kinematografe na redni spored, je res izjemno težko, ampak... Tudi kadar je ta država manjšinska koprodukcija? Ne, seveda, ko je manjšinska koprodukcija, pride formalno, ampak jaz se pogovarjam res o rednem kinematografskem sporedu, pomeni tako, da bo slovenski film, da ga boste lahko videli 14 dni, 3 tedne, 1 mesec v tujih kinematografih. Seveda, tudi vse koprodukcije, ki sem jih jaz delal kot, bi rekel, kjer sem bil večinski producent, pa smo imeli danskega koproducenta in film, ta slovenski Dvojina, recimo, je bil v danskih kinematografih formalno, ampak težko rečem, da je bila to redna kinematografska distribucija, bilo je pa predvajanje. Ne? Tukaj pa se pogovarjamo o tem, da bo to dejansko v teh državah na rednem sporedu in ni še bile so festivalske projekcije, ne? V Črni Gori je bila v Herceg-Novem čudovita projekcija, kjer smo tudi dobili oziroma sta dobili Anica Dobra in Lea Cok skupno igralsko nagrado za najboljši igralki. Ne? V Sarajevu je bila svetovna premiera, imeli smo eno krasno premiero festivalsko zdaj v Skopju decembra. No, zdaj pa se začenja ta pot, to, kar ste vprašal, in sicer to pa res, bi rekel, z velikim ponosom lahko rečem. 31. januarja bomo imeli v Beogradu na Beograd Film Festivalu veliko premiero v dvorani 1200 ljudi. Pomeni drugi dan po otvoritvi festivala. Festival otvarja Jim Jarmusch, zmagovalni film iz Benetk. Naslednji nosilni film festivala, naslednji večer v soboto je Belo se pere na 90. Kjer bo tudi, bi rekel, se predstavljalo velik del ekipe in potem gre film 19. februarja na redni kinospored v Srbiji in Črni Gori, kar se mi zdi res, bi rekel, en velik dosežek. In tudi srbski distributer, s katerim sem tudi v preteklosti sodeloval, je dejansko optimističen, da bo ta film imel tudi nek, rečemo temu, komercialni potencial v njihovih kinematografih. Zelo blizu, nimamo sicer še datum, ampak predvidimo v marcu bo film v, zdaj rečemo, Severni Makedoniji. Na pomlad bo na Hrvaškem v kinematografih, da govorim samo o koprodukcijskih državah. V Italiji pa imamo še malo dileme, na katerem festivalu bomo štartali. Tako da bomo temu primerno naredili kinematografsko strategijo, ampak tudi v Italiji bo, bi rekel, film prišel na redni kinospored. Tako da to se mi zdi res en dosežek. Tudi zdaj ga nekako pakiram, če rečem tako v narekovaju, kot najbolj gledan film leta 2025 v Sloveniji, film, ki je premagal vse ameriške blockbusterje, tako da tudi to je že neka dodatni interes. Ne. Obenem pa film lepo potuje že po festivalih, delamo tudi, bi rekel, neke sporedne predstavitve, kot je bila recimo v Berlinu, kot je bila zdaj v Parizu, zdaj ne vem, za kulturni praznik 8.2. bo v Den Haagu projekcija v eni krasni kinodvorani. Tako da želim si, bi rekel, da bi film res obredil praktično celo Evropo. No, super.
Belo se pere na 90, ena največjih domačih produkcij v zadnjih letih. Zdaj proračun, koliko sem jaz našel, bi naj bil 500 milijon evrov. Lahko na kratko orišete, zakaj se porabi ta denar? Koliko recimo gre za sete, za lokacije, opremo in tako dalje? Bom začel najprej drugače. Mi smo od Slovenskega filmskega centra dobili za ta film 690 000 evrov, kar se je takrat zdel soliden znesek, ki ga je pač v 2 letih od tistega, ko smo dobili do trenutka, ko je padla prva klapa, ga je recimo inflacija pojedla vsaj 30%. Oziroma inflacija, energenti, dvige, Putin, skratka Ukrajina, vse kar se je dogajalo, bi rekel, geopolitično in se je tudi odražalo na finančnih trgih. Potem smo bili nekako pred izzivom, ali ta film naredimo tako kot mnogokrat s nekim poskusom neke male koprodukcije še s kakšno državo in pač naredimo spet in bi to bil spet en relativno skromen slovenski film, ki bi mogoče sicer nagovoril gledalce tukaj, ampak bil bi daleč od tistega, kar sem jaz pa Marko želela. Jaz sem se potem nekako potem smo se pač nekako odločili, da poskusimo priti do tja, da bo film res gledal tako, kot si želimo. Da bo avtentična scenografija, ki mislim, da je. Po ogledu filma ljudje tudi to pohvalijo, kar se redko da zgodi. Kostumografija, maska, frizure, da je, bi rekel, VFX v svoje naredil, da smo odstranjevali neke napise, ki so danes na ulicah, pa niso bili v 80-ih in tako naprej. Da smo dobili izjemno igralsko ekipo. Mi smo res v slovenskih razmerah, mislim, da skoraj bi težko, da smo dobili mega zvezdnico Anico Dobro v ta film in vse to. Zato se je začela ta trnova pot teh koprodukcij, ker koprodukcije so, tako dostakrat rečemo, ali pa tudi študentom na akademiji razlagam, blessing or curse, bi rekel, blagoslov ali pa prekletstvo, ker za vsako koprodukcijo moraš potem ti tudi tujemu partnerju dati neko kreativno pozicijo, odstopiti in to je, bi rekel, lahko zelo včasih rečemo, lahko pride do europudinga, da v bistvu, ne vem, imaš romunski film, pa je noter neka češka igralka, ki reče, zakaj je to, in pol vidiš, Čeh je koproducent in tako naprej. Skratka, tukaj smo šli pač na to pot, ampak nekako nam je uspevalo, kar bi rekel, to, da dobiš ti v tujini javna sredstva, pomeni ne samo nek finančni doprinos, ali pa bi rekel neka pokrita avtorska pozicija, ki bi moral sicer tukaj plačati iz tega, ampak pomeni, da je nekdo prepoznal, da ta projekt ima težo širše, kot je to samo Slovenija. Zato se mi zdi čudovito, da smo mi vendarle bili uspešni na 2 italijanskih javnih skladih, na hrvaškem Havc, na srbskem filmskem centru, črnogorskem in makedonskem, severno-makedonskem, predvsem pa, ker se je zdaj, bi rekel, situacija dosti zaostrila in je veliko težje dobiti sredstva Eurimaž, da smo dobili tudi sredstva Eurimaža, to pač bi rekel panevropski sklad, ko prideš že z neko koprodukcijo izdelano in rečeš, ampak potrebujemo pa še dodatna sredstva, da bi bilo to na tak način izvedeno. Ampak nažalost, potem, ko smo prišli do te številke, še vedno nismo bili niti blizu temu 1,5 milijona, zato smo se odločili za eno tako, bi rekel, da naše razmere zelo nenavadno, ampak marsikje to funkcionira. Skratka, poskušali smo pritegniti sponzorje. Umestitev izdelkov in v bistvu uspelo nam je dobiti res, bi rekel, 7 izjemnih velikih slovenskih podjetij, ki pa ni samo, da so prispevali finančna sredstva, ampak so predvsem po tistem, ko so videli film oziroma tudi, ko se je zgodil ta hype in velik uspeh v Sarajevu, 3. nagrada občinstva in tako naprej, so se, kot to rečejo oni v svoji terminologiji, zelo aktivirali, da so se dodatno aktivirali in v bistvu, mislim, ne vem, če lahko imenujem v podcastih sponzorje, ampak vsi sponzorji so se, bi rekel, v sami
promocijski akciji pred štartom filma in tudi med že kinodistribucijo izjemno aktivirali, ne, z nekimi navzkrižnimi cross-promotioni, skratka navzkrižne promocije, ali pa da bi rekel 1 na 1 ali pa z nekimi tudi PR aktivnostmi, tako da bi rekel so dodali ta občutek veličine filma, tako da na koncu smo priplezali do tega 1,5 milijona, ki je pač, bi rekel, neproporcionalno na to vprašanje, če še odgovorim vaše začetno, neproporcionalno veliko je šlo tukaj, bi rekel, za to, da smo mi naredili avtentično 80 pa 90, ne, da je bila ta scenografija, glavnino scenografije smo sicer postavljali studijsko, ne, v stanovanja, ampak ste videli, pač mi imamo vendarle tudi zahtevne, mislim, produkcijsko-finančno zahtevne eksterierje, snemanje v Trstu, snemanje na Hrvaškem morju, snemanje na Vršiču, Iški Vintgar, skratka po ljubljanskih lokacijah, tako da jaz mislim, da film je produkcijsko za naše razmere bogat, ima lokacije, ima sliko, ima igralce, mislim, tako bi rekel vse. Koliko pa potem je bilo potrebe po tem odstranjevanju napisov in koliko ste uspeli najti nekih teh avtentičnih lokacij samih po sebi? Ja, iskali smo seveda, pa tudi ne, bi rekel, snemalo se ožje, ne, da pač tam, kjer je nekaj, kar absolutno ni bilo pred 30 leti. Drugače pa imeli smo krasne partnerje, črnogorske koproducente, mlado produkcijsko hišo, ki je imela to v bistvu to prva izkušnja, tudi nimajo izkušnje celovečernega filma, tako da sem bil na začetku malo skeptičen, ampak oni so recimo poskrbeli za VFX z enim studijem, ki je sicer bil, mislim, Črnogorc, ki je leta in leta delal v Kanadi in se vrnil, bi rekel, zdaj v Črnogoro in iz Črne Gore, oziroma delno je bila tudi v Kanadi narejena, no, ta VFX in se mi zdi, da je krasno narejeno, no, tako da. Koliko je pa potem odstotek, ne vem, za plače igralcev ali pa za recimo razmerje do tega, koliko pa dobijo tehnični delavci in ne vem, statisti in tako dalje? Lejte, to je zdaj, tako bi rekel, tle ni trdnega pravila, pač bi rekel, pri tem, ki je zelo veliko potezen film. Tako bom rekel, včasih tudi težko rečeš, zato ker pri igralcih se dostikrat pogovarjaš na vlogo, pri tehničnih delavcih se vedno pogovarjaš na snemalni dan, bi rekel, večje število snemalnih dni, ni to vedno proporcionalno, tako da, pa seveda spet je zdaj, koliko je številna igralska zasedba, koliko imamo teh nekih velikih prizorov, masovnih prizorov, tako da tlele, bi rekel, ni nekega pravila. Ne. Potem pa še cena nafte seveda zraven, ker vse teče na generatorjih najbrž, ne? Na takih lokacijah, ker ni priklopov, Tako da to se pa še potem sproti spreminja, ne? To me zanima. Zdaj primerjava, to, koliko bi stal en toliko obsežen film in toliko podrobno narejen in z to prepoznavnimi obrazi, če bi ga pa delali v tujini, glede na vaše izkušnje, recimo Nemčiji ali pa Franciji ste tudi že delali koprodukcijo, koliko bi bilo to tam dražje? Ali pa Italija, recimo, ker se včasih začudim, da sem se pogovarjal pred kratkim z Italijani pa za neko TV serijo, pa mislim, tam so cena epizode, mislim, primerjavi z našim je, ne vem, rekel, krat 15, verjetno. Skratka, jaz bi rekel 10 milijonov vsaj, v teh večjih državah, Tudi, recimo, pogovarjal sem se za Belo se pere na 90, recimo s potencialnim nizozemskim koproducentom. Na koncu niti nismo odločili za poskus sodelovanja, ker nismo tudi imeli več kakšnih pozicij za deliti, ker morate vedeti, mi smo imeli, ne vem, ampak je bil primer, da so se pogovarjala in o opciji, kje bi bil, bi rekel, nizozemska umeščena in ena od opcij je bila tudi, bi rekel, tonska postprodukcija. In ko vam povedal znesek tonske postprodukcije, koliko je to na nizozemskem, v primerjavi s Slovenijo, je nenormalno, ker življenjski standard pa ni toliko višji, oziroma tudi plače niso toliko višje tam. Tako da,
To bi bil red velikosti 10 milijonov v takih državah. V katerih državah pa je potem primerljivo z Slovenijo, ne vem, Češka, Slovaška? Tu nekje, bi rekel, te postsocialistične države, Poljska ne več, Poljska mislim, da tudi s to hiperprodukcijo Netflix in vse so šle cene bistveno gor. Mi smo tukaj nekje, pa potem pač seveda te bivše jugoslovanske države, kjer so pa cene, mislim, kjer so stvari še malo nižje, ampak tu nekje ta Central Eastern Europe, to je. Madžarska je tudi najbrž kar dražja glede na vse. Madžarska je izjemno draga, zato ker Madžarska se morate vedeti, Madžarska cvetine. Pač bi rekel, tudi, ne vem, jaz sem 2 leti nazaj bil recimo na BFI festivalu v Londonu, pa sem šel mimo madžarske ambasade, pa sem videl tiste plakate, ki so bili obešeni, pa sem mislil, zakaj imate tele plakate, pa je pač pisalo Maria was shot here, ne vem, Angelina Jolie, pa ne vem, pa Brutalist, pa skratka veliki, Duna ni bilo takrat na festivalu, oni so samo obesili festivalske filme velike, ki so jih takrat, tako da tam je pač nekaj studijev, ki dela pač velike hollywoodske produkcije, tako kot na češkem Barandov, recimo. Pa se vam zdi, da bi tudi v Sloveniji lahko pritegnili to vrstne projekte, ali da ni interesa? Seveda bi, ampak to gremo spet na te boleče teme naših tax rebateov, pa bi rekel ukinjanja oziroma zamrznitve in tako naprej. Bi rekel, mi nismo pokazali resne volje, da postanemo neka, bi rekel, alternativa. Načeloma pa seveda, mislim, imamo, bi rekel, lokacijsko imamo, mislim, sam puščave nimamo, mislim, če rečemo tako, če se drugače pa rečeš, ne vem, imamo jezera, imamo gore, imamo morje, imamo urbano, mislim, imamo jame, imamo Panonsko nižino, mislim, skoraj tako kot Hollywood, če rečemo, ki je zgodovinsko nastal ravno največ, mislim, tudi zaradi nizkih cen zemljišč pa tako naprej, ampak Hollywood je nastal najbolj zaradi tega, ker je imel tudi ogromno sončnih dni, prej so pač delali Chicago, New York in tako naprej, ampak predvsem zaradi variety of landscape, in mi to imamo seveda, imamo tudi ljudi, ki so, bi rekel, dosti vešči, seveda tudi v tem, rečemo, komercialnem svetu, predvsem reklam, so se izkazali naši tehnični, samo pač tukaj bi morala biti res neka tudi iniciativa. Tle bi morala pač biti politična volja, Zdaj, če se primerjamo z neko Madžarsko, tam pač karkoli si mislimo o avtokratih in tako naprej, ampak tam je jasno, da pač so prepoznali filmsko industrijo kot nekaj, kar je strateško, gospodarsko pomembna panoga, recimo, To na Češkem to vejo že leta in leta in tako naprej, Pač pri nas pa je to tako, kot je. Torej, vaš prebojni film je bil Izlet, ničproračunski film Nejca Gazvoda iz leta 2011. In uspeh tega filma vam je odprl tudi dostop do mednarodne produkcije. Kako je potekala ta vaša pot? Mene je pač, bi rekel, midva sva z Andrejem Štritovom, partnerjem mojim v Perfu, podjetje ustanovila pred zdaj že 21 leti. Začela sva, bi rekel, z oglasi, ker je pač bilo, bi rekel, dosti nasičeno tukaj, produkcijskih hiš, ki so se ukvarjali s filmi. S filmom sva se začela malo kasneje, oziroma to je bil pač, bi rekel, tudi prvi celovečerni igrani film, ki sva ga delala, sva pa v bistvu sočasno tudi precej televizijskih serij producirala, tako da jaz osebno sem si vedno želel delati igrane vsebine, v enem obdobju smo bili pač produkcijska hiša, ki delala vse troje in oglase pač za komercialne naročnike in televizijske serije in pa poskušala delati celovečerne igrane filme. Kasneje smo se pa nekako, bi rekel, bolj specializirali samo na igrane vsebine. Je pa tako, da čisto vsak naš film, ki je v portfoliju, je bil koprodukcija. Če smo bili mi večinski ali če smo bili manjšinski. Tako da, skratka, mene ta, bi rekel, ta mednarodna komponenta
vedno zanimala in vedno sem se potrudil. Nikoli ni bil to samo slovenski film brez kakršnega koli partnerja. Recimo, če rečemo, ne vem, tudi če ste prej omenili Nejca Gazvoda, njegov film, recimo Vzornik, je bil pač slovensko-češko-srbska koprodukcija. Nekako sem tudi poskušal vedno enega partnerja iz bivše Jugoslavije, pa enega, rečemo, evropskega. Dobro, tle pri Belo se pere na 90 smo morali zaradi potrebe in to razširiti praktično na vse države, skoraj bivše, razen Bosne. Tako da, mislim, da pač ta koprodukcija ti veliko ti dajo, na nek način. Jaz pač bi rekel, sem zdaj že kar, lahko rečem, izkušen, pa tudi že kar nekaj let imam, ampak se mi zdi, da se pri vsaki koprodukciji ponovno kaj naučim, mi odpre oči za kaj in pač bi rekel, ta osebni razvoj se mi zdi, da je zelo pomemben. Ampak kako pa je bila v bistvu pot od tega nič proračunskega do, ne vem, Varuhi formule, ki je zelo velika produkcija bil, recimo, ne? Mislim, je šlo postopoma, kako se uspeš uveljaviti s tem, da rečeš, ok, uspel sem, pokažeš tisti film, pa poveš, koliko je stal, pa so vsi ok. Kako je to možno? To si bil izjemno uspešen film, tudi bil naš kandidat za Oskarja takrat, za leta 2011, pa dejansko bil, mislim, čudovito potoval po festivalih, dobil velik nagrad, mislim, enih 50 festivalov, začel je v Sarajevo takrat svetovno premiero, pa zaključil v Karlovi Vari. To pomeni, da je dejansko odstekel, eno leto in potem smo pač kombinirali kar nekaj filmskih, nekaj filmov, tudi recimo uspešen je bil, tako kot komedija se mi zdi Šiška deluxe, Jan Cvitkovič recimo v tistem obdobju, to je bilo 2015. Do Varuhi formule pa pač zgodba, da so se pač nekako z Draganom Bjelogrlićem osebno ujela, zelo dobro. Potem je on tudi izkazal kar veliko zaupanje do nas takrat, ker je tudi nekako na nekem sugestije z naše strani Sence na Balkanu 2 serijo smo posneli delno v Piranu, in tudi takrat je dal 2 veliki vlogi slovenskim igralcem, oziroma Miha Rodman je počasi rasla vloga majorja Kosmača, Vlado Novak je pa dobil čudovito vlogo Antona Korošca, resnične politične, mislim, figure, pomembne v nekdanji kraljevini SAS, in pač tudi tam smo posneli kar nekaj. Tako da potem so bili Varuhi formule neko naravno nadaljevanje tega sodelovanja, in tle pri Varuhi formule je pa dejansko Slovenija res veliko prispevala, ker tudi, ne vem, če to veste, pač lokacije, vsi interierji te Vinče nuklearnega inštituta so bili posneti tlele na inštitutu Jožef Štefan, ulice francoske so bile v Škofji Loki, prizor, kjer ona dva nazdravljata z onim rdečim vinom je na trgu, v Škofji Loki mostovi in tako naprej, kar neki lokacij v Ljubljani, in tudi seveda tudi velika vloga Juriju Drevenšku bila podeljena tudi spet iz nekega takšnega dodatka, ker pač, ne vem, agenta UDBE lahko narediš Hrvata, Slovenca, Srba in tako naprej. Tako da tisto je bilo eno res odlično sodelovanje, in tudi film je bil res pri nas nadpoprečno gledan za potencial, ker morate vedeti, to ni bil niti srbski film, niti francoski, bil je srbski, francosko govoreči film, ki govori o prvi presaditvi kostnega možga. In da smo s tem filmom naredili skoraj 20,000 gledalcev v Sloveniji, se mi zdi izjemen uspeh. Nedavno je v Sloveniji potekalo snemanje prve uradne slovensko-avstrijske koprodukcije. Film Mila Marija o usodi koroških Slovencev med drugo svetovno vojno, ki ga snema Andrina Mračnikar. Zdaj oba direktorja filmskih centrov, slovenskega in avstrijskega, sta se posebej pohvalila glede tega, da je to prvi tak korak. Ampak vi ste pa že kar nekaj let nazaj posneli oziroma producirali Gozdovi so še vedno zeleni, ki je prav tako avstrijsko-slovenska koprodukcija z Markom Naberšnikom v režiji, pač zgodba iz prve svetovne vojne. Ja. Kako
zdaj je tisto nastalo mimo teh filmskih ustanov? No, Gozdovi so še vedno zeleni, je en od projektov, na katerega sem še danes zelo, zelo ponosen, je pa pač bil, recimo temu, privatno financiran. Zato ni bil niti financiran strani Slovenskega filmskega centra, niti iz avstrijskega, mislim, da se reče, da je inštitut filmski, ker je bila, bi rekel, to je bil, če rečem prej, Belo se pere na 90 nastajalo 7 let, tukaj je bil pa ta nek krik, moramo narediti, ne moramo, želimo si narediti film, ki bo obeležil 100. obletnico začetka Prve svetovne vojne. In če gremo po tej standardni poti, bomo potrebovali 2-3 leta, da pridemo do tja. Tako da potem smo z avstrijskim producentom se nekako dogovorili, da mi vložimo lastna sredstva, da je on vložil lastna sredstva, da gremo na Mangart, da gremo na realno lokacijo, da gremo v neko napol gverilsko produkcijo, ki je bila na nek način, ampak smo to ujeli, film je bil uspešen. Pri nas pač ta festival ni tako znan, ker ga nikoli niso pokrivali, imel svetovno premiero recimo v Šangaju. To je festival v tekmovalnem programu, mislim, ne vem, Volker Schlendorf je imel tudi recimo takrat film v tekmovalnem programu, pa še marsikdo drug, in bil je nominiran za najboljši avstrijski film, v bistvu je bil pa napol gverilski, tako da so bila z Markom tudi takrat na podelitvi, na gala podelitvi. Tako da drugače pa generalno si bi želel več sodelovanja z Avstrijo in Madžarsko. Pri obojem smo nenavadno malokrat partnerji, medtem ko smo z Italijo in pa z bivšo Jugoslavijo pač bi rekel kontinuirano, vsi. Katera izmed teh mednarodnih produkcij, ki ste jih delali, pa je bila najbolj obsežna in zahtevna, recimo? Varuhi formule? Varuhi formule so bili zahtevni, bi rekel najbolj ljuba, lahko rečem, so mi bili Sadeži pozabe. Grški film, ki je recimo pokazal, kaj vse je možno. To je, bi rekel, nizkoproračunski film, debitantski film Kristus Niku, režiser, ki ni nikoli hodil na filmsko akademijo, ki je pač bi rekel diplomiral ekonomijo, zato ker je to obljubil svojemu pokojnemu očetu in tudi film je o očetu. Gleda še danes 3 filme na dan. Prijavil se je za drugega asistenta režije pri Lantimusu, pri Doktut. In od tu naprej je bi rekel njegova zgodba bila, da je pač forsiral film, nekako sva se v Berlinu srečala, spoznala, mene je res takrat tisti scenarij pritegnil, bil je zelo, zelo drugačen, rečemo, zelo originalen. In potem se temu filmu same dobre stvari so se dogajale. Čeprav je bilo to leto 2020, film je bil izbran za Canneski filmski festival, kar je, bi rekel, rečeš, wow, ampak bilo je takrat, to je bilo Cannes label, pomeni festival ni bil živo. Zato smo se pol nekako skupaj odločili, da tega vabila ne sprejmemo, in je bil na srečo potem sprejet v Benetke, v Horizonti, kjer je bil, bi rekel, otvoritveni film festivala. In bi rekel, predsednica glavne žirije je bila takrat Cate Blanchett, ki je film videla, se nad njim navdušila, zahtevala sestanek oziroma prosila za sestanek. In rezultat tega je, da je bila potem ona, bi rekel, v tem filmu pridružena producentka, da je potem tudi to kandidaturo za Oskarja, kot grški film, zelo podpirala, tudi z Q&A enkrat v Raju. To je bilo vse v tisto mračno leto 2020, online pogovor s Christosom, recimo v Raju je to pač organiziral. In je bila pač, bi rekel, potem njegova producentka naslednjega filma. Ta film je Fingernails, v tem filmu pa je imel glavnega igralca Riza Ahmeda, imel je Jeremy White Allena,
In imel je Jessie Buckley, ne, ki je zdaj, bi rekel, danes mogoče največja favoritka za Oskarja za žensko vlogo, ne, za Hamleta. Skratka, njemu se je zgodil neverjeten preskok, ne. In pač zdaj pripravlja tretji film, ne, ki bo tudi, pač bi rekel, ameriška produkcija in še vedno pohranja ta svoj indie pogled na svet in pač tudi film bo spet njegov film, ne. Ni se vdal v ta studijski sistem, ampak ja. Vse je podobno kot Jorgos Lanthimos. Recimo, ja. Zelo očitno dela filme takšne, kot on hoče. Ja, tako nekako, ja. Nedavno ste v intervjuju za Nedelo povedali, da obstaja možnost, da bi se Belo pere na 90 predelali v televizijsko miniserijo, kar je podoben pristop, kot ga je Dragan Belogrlić, ki smo ga prej omenila, uporabil pri Montevideo, Bog te videl in tudi pri nekaterih drugih projektih, če se ne motim. Ali je aktivno delate na tem, oziroma ste o tem že razmišljali od začetka, glede na to, koliko obsežen je bil prvi scenarij, koliko več stvari je bilo še notranjosti? Ne, nismo o tem razmišljali, tudi ne na tak način. Praksa je zdaj, bi rekel, Srbija je imela neko obdobje tak, da so pač delali film in miniserijo, ne, in ponovadi eno funkcionira, drugo pa ne najbolj. Ne. Yeah. To je bilo tudi, bi rekel, ko ste prej omenili, postali bomo prvaki sveta, ne. Mi ćemo prvaki sveta, pa so potem tudi pač razširili v neko miniserijo in tako naprej. Mi tega nismo imeli, od začetka je bila samo želja delati film, ampak ko smo pač v enem trenutku se odločili, da film ne bo več linearna zgodba, kot je bila knjiga, to je tudi, bi rekel, velika sprememba, ne, da pač, kot ste videli v filmu, mi skačemo, ne, in se vračamo, recimo, spet v neko obdobje, kar mislim, da je film zelo pridobil s tem, ne, na dinamiki, pa tudi, bi rekel, določene vloge so bistveno večje, kot bi bile sicer, recimo, najbolj tipične, mislim, najbolj, bi rekel, primer je to, recimo, vloga Tjaše Železnik, ne, ki bi sicer, bi rekel, ne vem, 12-15 minuti ta lik umre in je ni več, tukaj pa dejansko jo imamo v celem filmu in je zelo prisotna, ne, in tudi res naredila čudovito vlogo, ne, mislim, krasno vlogo naredila Tjaša tukaj. No, potem pa, ko se je tudi izkazalo, da je kljub temu, da smo poskušali biti racionalni, da je vseeno ogromno materijala, ki je še posnetega, in da bi TV serija bila pač lahko linearna, je pač to neka od opcij, tako da samo se pač, bi rekel, zdaj priložnosti tukaj v Sloveniji itak ni veliko, ne, pač nimamo veliko televizijskih hiš, tako da to je pač neki izziv, s katerim se bomo, bi rekel, soočili kmalu. Ja, je pa, bi lahko bila, če bi to lahko bila ena čudovita 5-delna serija, ki bi rekel, gledalce navdušila z materialom, ki ga niso videli v filmu in čist drugače peljano zgodbo, ne. Veliko bolj po knjigi. Tako da, hočem reči, to bi bila organska lahko serija tudi, ne. Aha. Spletni filmski mejnik IMDb kaže, da imate v pripravi še 5 projektov. Kateri med njimi je najbolj tak vroč in katerega bomo vse videli pri nas v kinu, lahko, kako je s tem? Ja, bi rekel, jaz napišem na IMDb za kredice, za prihajajoče samo za filme, kjer jaz, ki jih imam pod kontrolo, tako da to so upisani, kjer sem, bi rekel, kot koproducent. Tako da odvisno je, kako bo te poti tekle naprej, ampak ja, imam ravno kar je včeraj, pač bi rekel, zdaj prejšnji teden smo zaključili romunsko, francosko, slovensko koprodukcijo. River's Gaze, nimamo še slovenskega naslova in to je debitantski film Andreje Borcun,
romunske režiserke celovečerni, ki bo pač, bi rekel, zdaj začel festivalsko pot letos spomladi. Drugače sta še dva živa projekta, to sta Zajčji nasip, koprodukcije hrvaški. Ta je bil tudi na Lifu že? Ja, na Lifu je bil in dobil je nagrado Kinotrip občinstva. Tako da ta film bo v spomladanskem času prišel v slovenske kinematografe, v Art Kino mrežo, v Kinodvor, s tem smo že dogovorjeni. Potem in tudi novi film Hane Jušić, Bog ne bo pomagal. Ta Čejen Černič, režiserka filma Zajčji nasip, to je bil film na lanskem Berlinaleju v tekmovalnem programu Generation. Hana Jušić pa je bila svetovna premiera v Locarnu in bo pa tudi letos spomladi v Sloveniji predstavljen. Tako da ta dva, pa ta romunski, pol ostali so pa še tako malo, bi rekel, v 2027 pa. So pa že posneti ali se pač postprodukcije? Dva sta v postprodukciji, ostali so pa še. Okay. Torej najprej priporočate vsekakor ta Zajčji nasip. Zajčji nasip, absolutno krasen film, zelo primeren za mladinsko, mislim, občinstvo oziroma za srednješolce, izjemno lepo sprejet, tudi pri nas na Lifu je bil krasno sprejet, kot sem rekel, tudi ta nagrada Kinotrip žirije je en veter v jadra, tako da si želim, da bi ta film res lepo potoval po slovenskih kinodvoranah. Hvala, Aleš. Pavlin, hvala za pogovor in nasvidenje. Hvala za vabilo.